Dober dan. Danes se ponovno javljam iz Drave, ne vem, nekako mi je to prišlo v navado. In o čem pa danes govora? Danes bom govorila o odpuščanju, ker je to tudi v naši 21-dnevni delavnici Dvigni.se. In sicer, kaj bi želela povedati, kaj je najbolj pomembno pri odpuščanju. Najbolj pomembno pri odpuščanju je ravno to, da z odpuščanjem osvobodimo sebe okov, ki nastanejo z zamerami, z kritiziranjem, z obtoževanjem in z vsem ostalim. In komu je potrebno najprej odpustiti? Najprej je potrebno odpustiti sebi, ker tudi sebi povzročamo travme z tem, ko se obtožujemo, ko se kritiziramo, ko o sebi mislimo slabo, ko smo negativni, ko ne vidimo pri sebi vseh tistih lepih lastnosti, ki nas oplemenitijo. In v bistvu je odpuščanje sebi prvobitnega pomena. Najprej bom povedala metodico Ho'oponopono, ki je havajski obred odpuščanja, ki vsebuje 4 zelo pomembne trditve in to zelo močne trditve, katere sem jaz največ uporabljala. Te trditve so: žal mi je, ob tem pomislite na nekoga, morda na sebe, izrecite ime, žal mi je, prosim, odpusti mi, rada te imam in hvala ti. Te trditve so res močne. Jaz sem imela s temi zelo velike uspehe pri ljudeh, za katere sem si mislila, da nikoli ne bom mogla odpustiti. Dejansko, ko večkrat to izrečemo, kadarkoli pomislimo na osebo, ki nas je prizadela, užalila, kakorkoli ranila, in takoj izrečemo te 4 trditve, vam zagotavljam, da pomaga, resnično pomaga. Kaj napravimo, ko odpuščamo? V sebi sprostimo tisti stres, ki zaradi misli na nekoga, ki nas je prizadel, nastane v tistem momentu, in to nam ni potrebno. Tako da je odpuščanje poleg ljubezni eden izmed največjih procesov pri osebni rasti, ki se ga je treba navaditi, naučiti in ga ne iz dneva v dan ponavljati, dokler ne pridemo res do tistega nivoja, ko smo osvobojeni vsega. Zraven tega bi želela povedati, da je dobro, tako sem vsaj jaz delala na teh svojih sprehodih v naravi, si zapisati ljudi, ki so nas prizadeli ali nam napravili krivico, na en listič in zraven pripisati: odpuščam ti, svobodna si ali svoboden si in svobodna sem tudi jaz. In konec. In potem več ne mislimo na to in vsakič znova to zapišemo. Kadarkoli čutimo, da nam nekdo preveč hodi po mislih, to napišemo. Na to, kar je zelo pomembno pri odpuščanju, je pa to, da pri odpuščanju pomislimo na to, zakaj so oni to napravili, zakaj so napravili neko dejanje, zakaj so nam to rekli. Ali pa tudi za sebe, zakaj sem si to rekla, zakaj sem bila tako hudobna do sebe, zakaj sem bila tako negativna. Ne? Zakaj? Torej, pri tem pa je potrebno, jaz temu pravim metodica razumevajočih oči, malo razmisliti o drugi strani, tudi če je to naša stran, razmislimo o tisti drugi strani, ki je naša podzavestna, ki se ne toliko zavedamo. In si na ta način potem lahko tudi odpustimo. In na ta način tudi lahko odpustimo vsem drugim, ker preko tega pride do ene jasnosti. Do jasnosti tega, zakaj je sploh do tega prišlo. Ker ko nas nekdo rani, je ponavadi tista oseba ranjena, ki nas rani z neko besedo, ki nam nekaj povzroči in rani potem nas in nas prizadene. Ne? In je potrebno razumeti, kaj se je lahko v tem človeku takrat dogajalo, kaj je z njim narekovajih narobe, ne gre se za narobe,
neka dejanja napravimo, nekatera ne napravimo, ni zdaj to narobe, ne prav, vsak ima v enem momentu prav. Ne? Ampak dejansko lahko razmislimo o tem malo bolj globoko, da lahko z razumevanjem tudi odpuščamo. Res, zato ker to je tudi meni pomagalo, ko sem pomislila na drugo stran, zakaj? Kaj je bilo takrat temu človeku, da je tako ravnal do mene? Zakaj je to napravil? Kakšen je vzrok? Zraven tega, še vedno pri vsem tem odpuščanju, sem jaz seboj nosila en zveščič, v katerega sem si zapisovala. In ta zveščič je bil zmeraj z menoj. In potem sem zapisala vse. Ta pa ta oseba, to pa to si mi naredila, to pa to mi je bilo hudo zaradi tega, kar si rekla in kaj vem vse, napišeš in potem lahko ta listič odvržete v WC. Kot da nekje odpnete eno spono. To je tudi meni pomagalo. Veliko je metod za odpuščanje in polagam vam na srce, da je odpuščanje res izredno pomembno, kajti z njim resnično osvobodimo sebe. In to je tudi namen. Zato si zjutraj, če imate komu za odpustiti, nastavite namero odpuščanja in si zapišite, komu bi odpustili in poskušajte potem to storiti. Hvala lepa, lep dan še naprej, srečno!